Pozdravljeni na predstavitvi podjetja RLS. Večkratni najzaposlovalec, najizvoznik in gazela so priznanja, ki podjetje RLS uvrščajo v sam vrh slovenskega gospodarstva. V podjetju RLS že 30 let razvijamo, izdelujemo in tržimo magnetne senzorje pomika in zasuka, ki se vgrajujejo v napredne sisteme v medicini, robotiki in električnih vozilih. Pri delu spodbujamo inovativnost in ustvarjalnost, uspešnost pa gradimo z integriteto, odličnostjo, spoštovanjem sodelavcev in poslovnih partnerjev ter s posluhom za raznolikost. Toda kako je v resnici biti del naše ekipe? Kako je preklopiti iz študentskega življenja in začeti kot zaposleni v podjetju RLS? Z mano so 4 sodelavci, ki so začeli kot študentje in vidijo svojo prihodnost pri nas. V RLS-ju vlada tako ful prijetno vzdušje, odnosi so prijateljski in nasplošno vlada taka pozitivna klima med vsemi v podjetju. Dnevno vzdušje v RLS-ju je prijetno in sproščeno, tako živahno. Če se sprehodimo po hodniku, lahko vidimo posameznike, ki se ukvarjajo z nekimi problemi, so čisto zatopljeni, potem imamo skupine, ki skupaj soočajo nek problem. Če gremo še malo naprej, pa potem so že ljudje, ki so na pavzi ali malce, ker je v bistvu zastonj kava, sadje in tam se tudi veliko idej v bistvu rodi, pa tudi prijateljstva in tudi popoldanska potem druženja iz tega lahko nastanejo. Vzdušje v RLS je tako zelo sproščeno. Zdi se mi, da je ena taka splošna vljudnost in spoštovanje vlada v celi firmi. In to se tudi vidi, ne vem, na hodniku se srečuješ z ljudmi, se lepo pozdraviš, ne vem, prideš k nekomu v pisarno, nobena bo samo gledal računalnike, te bo vsak lepo pozdravil in se tako zelo dobrodošlo počutiš in nasplošno zelo sproščeno. Zelo je sproščeno, vseeno se čuti neko profesionalnost, pa zelo se trudimo, da smo vsi enakovredni, da se vsak počuti sprejetega. V RLS-ju sem pridobil veliko mehkih veščin, pa tudi poglobil svoje tehnično znanje. Bi pa tukaj še izpostavil posebej, da se zelo ceni tudi to znanje iz faksa in nove ideje, ki jih že ti v tisti fazi prineseš. Jaz mislim, da sem pridobila nasplošno na praksi. Vse, kar sem se na faksu naučila v teoriji, sem tukaj lahko predvsem preko mentorjev lahko prenesla v prakso, pa tudi nasplošno sodelovanje z različnimi oddelki. Ko sem prišel v RLS, sem kar naenkrat mogel komunicirati z ljudmi iz celega sveta in to komunikacijo sem povezal v bistvu s poslovnim svetom, medtem ko na fakulteti je bila komunikacija bolj v teoriji. Ravnati z več obveznostmi hkrati v sosledju oziroma celo, da jih imaš naenkrat, da rešuješ več problemov naenkrat, da moraš sodelovati z različnimi timi, ki jih prej ne poznaš in pa da predvsem, da je znanje v vseh teh timih zelo raznoliko. Moramo se pa še vedno uskladiti, tako da smo sposobni potem projekte in obveznosti zaključiti. Usklajevanje študija in dela v RLS-ju sploh ni težko, zato ker so zelo prilagodljivi, razumejo, da imaš tudi druge obveznosti poleg dela in tudi vodje pomagajo pri tem. V bistvu dejstvo, da je to tehnološko podjetje in da jaz nimam tehničnega znanja za to. Tako da sem rabila se naučiti predvsem, kaj pomenijo različni izrazi, in pa na začetku, kaj sploh delamo mi v proizvodnji. Ker tudi, ko se ti učiš v podjetju, ko se pripravljaš na razgovor, je pol to v realnosti nekaj čisto drugačnega in drugače razumeš stvari, kot pa, ko jih prebereš. Ko sem prišel v RLS, v bistvu največji izziv bil podjetje samo, ker je toliko veliko podjetje, ker je toliko veliko ljudi, ker je zelo velika proizvodna firma in kot človek, ki nima toliko veliko tehničnega znanja, je zelo težko delati s temi izdelki, razumeti procese, vedeti, kateri ljudje stojijo za tem.
ampak v bistvu imam to srečo, da poznam ljudi, ki so pripravljeni pomagati in razložiti stvari in si vzeti tudi čas med malco zate, da ti to pojasnijo. Glede na to, da imamo tukaj fleksibilen delovni čas, da se moramo enkrat do 9 prikazati v službi, je to dosti lažje, kot pa bi bilo v podjetjih, ki imajo omejeno, kdaj prideš in kdaj greš. Potem, ko pišeš magistrsko ali pa diplomsko delo, so ti pa vedno tudi odprte vse možnosti, da ga napišeš v povezavi s podjetjem, če le izkažeš željo za to. Ko sem delal diplomsko in kasneje magistrsko nalogo, je bil pa v bistvu to nek dobrodošel del študija in tukaj bi mogel res pohvaliti, da sem res imel, bi rekel, mir svojo diplomsko in magistrsko, vedel se, da jaz na tem delam in niso me preden bi jaz dokončal študijske obveznosti, obremenili preveč z drugimi stvarmi, tako da sem vse v roku zaključil in vedel se, da ima to veliko težo. RLS vedno podpira nove ideje, predloge za izboljšave, zelo podpira sodelovanje med oddelki in v oddelkih, pa nudi vsem, tako zaposlenim kot tudi študentom, redno usposabljanje in izobraževanje. Preko dela v podjetju RLS sem postal odgovorna oseba, ki zna sprejemati odločitve in za njimi tudi stati. Ena velika dodana vrednost moje službe so pa tudi vsi prijatelji, ki sem jih tukaj spoznal.